Lep pozdrav vsem, ki nas spremljate iz prve roke v živo. Županja Domžal, magister Renata Kosec, pozdravljena. Zdravo, živo. Malo tehničnih težav smo imeli, ampak obljubimo, da končni izdelek, ki ga bomo naložili, tega najnega prenosa v živo iz prve roke, bo pa fenomenalen. Nič hudega, tako da se veselim najnega pogovora. Super. Najprej povem, da ker se z Renato poznava že vrsto let, bova današnji pogovor midva kar na ti, če se strinjaš. Seveda. Tako se strinjam. In res sem vesel, no, da poleg tistih naših rubrik, ki jih imamo na Domžalcu, da smo zdaj enkrat tudi v živo, zato da ljudje vidijo, da delujemo, komuniciramo tudi dejansko na taki bazi, kot si vsi želimo. Se pravi, da res dajemo odgovore iz prve roke. Renata, kako je biti županja občine Domžale? Ja, hvala za takšno vprašanje. Je kar odlično. Glede na to, da smo res 7. največja občina, da je vrsto dogodkov, prireditev, projektov, moram reči, da s ponosom sem županja, rada delam, predvsem zato, ker sem rada z ljudmi, med ljudmi in rada delam za ljudi, seveda skupaj s svojo ekipo. Tako da, fino mi je. Fino. 3 leta so že, 3 leta. Ne? Ja, 3 leta. Še eno leto je pred nami. Ko sem danes gledal malo iz prve roke, že 30krat ste bili iz prve roke, že vrsto vprašanj strani naših občanov, občank, uporabnikov, gledalcev. Kako pa ti je, ko moraš se soočati s takimi vprašanji, ki niso vedno najbolj prijetna? Jaz mislim, glede na to, da ne morem vsak dan res komunicirati neposredno z našimi občankami in občani, je to vrstna, bom rekla, rubrika zelo dobrodošla. Predvsem, ker je tudi v bistvu ogledalo za vse nas, ne samo za me, ampak za celotno občinsko upravo. So tudi kritike, kar je pravilno, se kdor dela tudi greši, tako da se tudi mi, bom rekla, z teh pobud, vprašanj in pa predlogov naših občanov kaj naučimo oziroma naredimo korak naprej, resno jemljemo, no, in tudi kar se da lahko potem tudi v kratkem ali pa potem na srednji ali pa dolgi rok tudi uresničimo. Ob tej priložnosti bova tudi povabila, ne, seveda vse naše gledalce, uporabnike, gledalke, uporabnice, da se nam pridružite, da zastavite vprašanje tudi v živo županji in z veseljem bova obrazložila določene zadeve. Je pa že tudi med tednom, ko smo mi na Domžalcu objavili prispevek, je prišlo kar nekaj vprašanj, bolj ali manj prikrih, no. Par sem si jih zapisal, pa mogoče, da kar odpreva že eno izmed njih. Marinka iz Štude je vprašala, koliko ste odšteli za praznično okrasitev v občini, in pa pol bova še kakšno podvprašanje. Tako. Ja, no, jaz upam, da so občani in občanke nas spremljali v soboto in da so bili v živo seveda tudi v Domžalah, v centru Domžal. Jaz menim, da je bil to eden res neverjetnih dogodkov, je presegel tudi naša pričakovanja. Ko sem skupaj z Marinko, verjetno ni ista Marinka gospa, stopila na oder, mi je kar zastal dih, ker ko sem pogledala vse tam nekje do policije, to je bilo morje naših ljudi. In ko smo vsi prišli v bistvu z enim samim ciljem, da Domžale zažarijo, da vstopimo res v nek čarobni mesec, sem res s ponosom skupaj seveda z Marinko to tudi odštevala. Za celotno praznično, bom rekla, osvetlitev ne samo mesta Domžale, ampak celotne občine namenimo 120.000 evrov. Zdaj v ospredju je bila seveda mesto, fantje skupaj seveda, veste, da koncesionarsko čaj skupaj s fanti je postavljal že od konca oktobra pa vse v bistvu do prižiga luči, še bo isti dan so zadnje detajle usklajevali. Zdaj so pa na vrste krajevne skupnosti, tako da že v začetku mandata smo povedali predstavnikom krajevne skupnosti, da se obrnejo na koncesionarja, da dorečejo, kar se da, torej da tudi vsaka krajevna skupnost polepšana, tako kot se v bistvu občani in občanke v tistem predelu občine želijo. Moram se pa pohvaliti, ker sem bolj vprašala naše fante, koliko pa imamo zdaj mi lučk, ne? Pa so sam na potihem rekli več kot Ljubljana. Tako da mislim, da letos so se še bolj izkazali, tako da pričakujemo samo še sneg, da bo ta res pravo decembrsko vzdušje v našem mestu. To bi bilo res krasno. A pa nas v Domžalah tudi kdaj sneg preseneti? Oba veva, da cestne službe
imajo kdaj kaj težav. A bi rekla, da tudi nas v Domžalah kdaj nek presenet, ali ne? Kako bi mogoče? Jaz bom kar tako rekla, nas preseneti, pa res, da smo vsi majčkeno, tako bom rekla, v pričakovanju, predvsem, da je treba vse takoj narediti. Zimska služba je seveda v pripravljenosti, vedno se spremljajo napovedi vremenske, tako kot jaz mislim, da na ravni cele države, in da gre po prioritetah. Prioritete so seveda šolski okoliši in potem naprej prva, pa druga in tretja kategorija. Vse tako naenkrat pa ni treba. Mislim, pa ni možno, niti tudi ni toliko mehanizacije, bom rekla, na prvi poziv, tako da se dela seveda po načrtu prioritet. Ja, verjamem pa, da koga tudi preseneti, ampak bom rekla, tisti prvi dan je kolaps, koli pa drugače, mislim, ne samo v Domžalah, tudi posod druge. Ja, se moramo malo prilagajati. Danes bi rekel, da smo kar ratali neka instant družba, da kar pričakujemo, da bo pa vse takoj. In verjetno tudi tebi kot župani ni lahko. Verjetno kar vsi pričakujejo, da bo pa kar vsaka stvar čez noč, da bo takoj, da bo na hitro. Je pa en kup enih birokratskih zadev, ki jih je treba speljati, da se lahko sploh kakšne stvari mogoče premaknejo v neko pot. Nekateri postopki so tudi dolgi leta in leta. Te bom pa mogoče malo izzval s tem vprašanjem, če bi lahko katerokoli stvar zdaj na hitrico speljala, se pravi, da ne imela nobenih birokratskih ovir. Katero stvar bi si želela speljati kot županja občine Domžale? No, glede na to, da v bistvu že vrsto let, bom rekla, delam v civilni zaščiti, prej v štabu, zdaj pač ne, ker sem županja. Dobro vprašanje, in če nam je varnost naših občank in občanov na prvem mestu, definitivno severni del občine, torej da bi od danes na jutri uredili izvedbeno že etapo 2. Torej Homec, Nožice in Radomlje, da bi zaščitili, ker tam se dejansko od poplav v vseh 2 letih kljub res velikemu naporu civilne iniciative, ki jo vedno rada pohvalim, tako občine Domžale kot Kamnika, na papirju ni kaj dosti, bom rekla, spremenilo, v izvedbi pa sploh ne. Tako da, če bi imela to moč in čarobno palico, bi šla v protipoplavne ukrepe. Super. Tako. Mava že eno vprašanje. Ja? So mi ga poslali iz uredništva. Anja iz Domžal. Kdaj lahko pričakujemo, pa smo tam, pa radarjih, ne? Ja? Kdaj lahko pričakujemo radar pri vrtcu Urša na Slamnikarski cesti ali kakšen drug ukrep? Tukaj se je namreč zgodilo že več prometnih nesreč, v katerih so bili vpleteni tudi otroci. V bistvu v zadnjih letih opažam, jaz mislim, da tudi moji kolegi ostali župani, res velik poudarek ali pa izpostavljene problematike varnosti v cestnem prometu. Mislim, da bomo mi mogli malo v kakšno drugo smer tudi, bom rekla, sistemsko to urediti. Namreč, dokler ne bomo mi spoštovali, vsi vozniki spoštovali prometnih predpisov, nam lahko še tovrstni ukrepi, daleč najbolj skrajni so seveda radarji, ne bodo pripomogli. Kot veste, mi imamo 6 radarjev oziroma 6 v hiši na 6 območjih občine Domžale. V začetku je bilo v enem letu, mislim, da 13.000 prekoračitev samih hitrosti. Ko smo ta res skrajni ukrep namestili, seveda se je prometna varnost izboljšala. Ampak, še enkrat, da pa postavimo nek radar, mora iti pa seveda vse to čez Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je moje posvetovalno telo, vanj so vključeni res strokovnjaki, ne zdaj nekdo, ki reče, to bi bilo pa fino postaviti, pa ne. Opravijo vse meritve, pogleda se v bistvu statistika prometnih nesreč, še druge, bom rekla, kriterije, in ko je vse to obkljukano in če je res konsens tudi s krajevno skupnostjo, potem se postavi stacionarni radar. Ker stacionarni radar te majčken pa udari po, bom rekla, denarnici, pa še kakšne točke dobiš, potem pa tudi ta ukrep lih ni za vsakega. Tako da moramo majčken, bom rekla, majčken vseeno biti racionalni. Mi veliko delamo že tudi na preventivi, tukaj se moram zahvaliti in vrtcem, in šolam, in svetu za preventivo. Hkrati, če ste opazili, mi v bistvu šolske okoliščine tudi obarvamo zato, da so vozniki še bolj pozorni. Kar se pa Slamnikarske, tam je že omejitev hitrosti 30 km/h, tam so ležeči policaji, ampak ne boste verjeli, glede na to, da neposredno zraven živim, ponavadi, ker domačini, bom rekla, prekoračijo ali pa ne spoštujejo teh predpisov. Tako da ta pobuda bo pač zabeležena, ampak bom rekla, na radarju v občini Domžale si pa res ne želimo. Bolj, da gremo v drugo smer, v izobraževanje in da naredimo več na preventivi in ozaveščenosti.
Zdaj, ko sva ravno midva tukaj, si bom vzel mogoče to pravico, no, pa da greva še na to področje ozaveščenost, izobraževanje pa tako naprej. Ogromno energije se danes vlaga v to izobraževanje, ozaveščanje, en kup tiskovin, socialna omrežja, mediji. Imamo pa tudi pasti na drugi strani. Ne? In mi kot spletni portal domžalc.si dnevno dobivamo stvari noter, kot so sovražni govor, negativizem. Ne? In danes je v bistvu, jaz bom rekel, že kar vrlina ostati transparenten, ostati pošten, ostati zanesljiv, ne? Ker je verjetno, se je zelo težko spopadati s temi stvarmi in kako bo šele tem našim otrokom, mlajšim generacijam, ki v bistvu ne poznajo te kritičnosti, a ne, do nečesa. In zdaj tukaj vstopila noter še umetna inteligenca in so verjetno stvari še toliko težje. Kako se pa vi na občini, recimo, spopadate s sovražnim govorom ali pa, dajva reči, s tistimi stvarmi, ki niso lih toliko res, ne, nek false news. Zadnjič smo vsi povzemali, ne, oziroma vsi mediji so povzemali, ker niso šli preveriti, ne, swingerski park, ne, potem smo imeli še en kup drugih reči. Kako se pa vi spopadate s tem na občini? Ja, bom rekla kar težko, ne, glede na to, da PR se dnevno na dnevni bazi z takšnimi novicami, fake novicami, pa še s kakšnimi, bom rekla, vprašanji, ki so bile res že velikokrat pojasnjene. Tako bom rekla, ne, mi v bistvu še zmeraj starejši znamo narediti neko blokado, kljub temu, da razumem, da o nas se piše tudi kakšne stvari, ki niso resnične, ki lahko zabolijo, pa vendar mi odrasli znamo narediti neko blokado, pa si nekako ozavestimo, v redu, to pač to obstaja. Mene bolj skrbi sami naši mladi in pa otroci, ki so tudi na družbenih omrežjih, žal, čedalje več, in se tovrstne, bom rekla, sovražni govor, da ne govorim še o čem drugem, lahko odraža v kakšnih psihičnih težavah. Ne? Žal mi je, da je družba v zadnjih letih padla na ta nivo, da lahko vsakemu reče karkoli. Zdaj že celo tako, da niso troli ali pa bomo rekli neki neznani, ampak se z imenom in priimkom tudi podpišejo pod to, da jih zmoti, ne vem, da jih zmoti, kaj bom rekla, da sem jaz magistra, pač sem magistra znanosti, zdaj kako me boste vi poimenovali, pač to je vas, a ne, jaz tem nič nimam, pač sem ponosna, da to imam, ampak so druge stvari, ki sodijo potem tudi, bom rekla, izven tovrstnih debat na družbenih omrežjih, predvsem osebne narave, a ne. Mi še enkrat zreli, ali pa bom rekla starejše osebe se znamo še vse nekako izogniti prizadetosti, da tako rečem, mladi oziroma otroci pa še manj. Ne? In mi je žal, da smo prišli na tak nivo komuniciranja, ne? Ko v bistvu, tako kot sem prej rekla, vsako tebi lahko nekaj pove, osebno te pa ne pozna. In mnogokrat, kdaj tudi mi napišemo, oziroma naš PR, povabimo osebo, ki ima neko kritično mnenje, kar je prav, da ima kritično mnenje, ampak že na meji žaljivosti v urad, da me osebno spozna in potem poda oceno. Nimam težav, ampak dajte me spoznati, dajte moje sodelavce spoznati, potem pa kritizirate, kakor veste, pa znate. No. Ravno to. Ja. Super si povedala, včasih, ne vem, 5-10 let nazaj, ker smo bili vsi prisotni na internetu, pa smo vsi z veseljem kdaj kakšno stvar pokomentirali. Ne. Ponavadi so bile te negativne stvari, ali pa ljudje se niso podpisali z imenom pa priimkom. Danes tega sramu v bistvu ni več. Danes vsak se je pripravljen izpostaviti z imenom in priimkom, po možnosti še kakšno sliko zraven priimati, ne, in internet pa ne pozablja. Ja, in mogoče v tem trenutku niso stvari toliko kritične, ampak nekdo bo iskal službo, nekdo bo nekaj potreboval, ne, in stric Google ali pa umetna inteligenca bo marsikaj najdla. Ne. Mi se dostikrat pohecamo, ne, ravno na račun Domžal, ker rečemo, na Domžalcu bi pa lahko en fake news naredili, ne, da jutri vlak na uvozu. Ne. Ampak kaj naredimo s tem? Ne? Svojo kredibilnost bi totalno uničili, ne. Obenem bi pa povzročili tudi prometen kolaps. Zato, ker bi bil vlak prazen, ceste bi bile pa polne. In treba je spoštovati, in obenem jaz tudi dostikrat rečem, imamo privilegij, da imamo nek, bom rekel, glas do ljudi, ne? Ampak obenem je pa to za nas tudi ogromna odgovornost. In verjetno tudi ti čutiš to odgovornost kot županja, ker tvoje besede so vedno pod drobnogledom, kaj bo povedala, kaj je rekla, kaj je s tem mislila. Ne? Pa ne mislim samo na občinski svet, ki ti seveda diha za vratnik, ne? Večkrat slišimo kakšne debate zelo žgoče na sejah, ne? Ampak verjetno tudi strani čist, dajva reči, obče javnosti. Ne?
So. Točno to, ne? Mi se moramo zavedati, kakršna koli ali prava ali neprava informacija. To je prva informacija. In koliko ene energije mora človek ali pa družba ali pa organizacija nameniti, da to prvo informacijo popravi. Tako kot sva rekla, če bo zdaj vozil vlakec po Domžalah, to je bila rečemo ena od zadnjih novic, to ni verodostojna. Verodostojne informacije so na uradnih portalih, se pravi občinska spletna stran in ostali, tam naj občani in občanke pogledajo. Lahko se velika škoda naredi, velika škoda instituciji, velika škoda podjetju, velika škoda posamezniku. Ja. In mislim, da drvimo, bom rekla, čisto nenadzorovan svet teh družbenih omrežij, predvsem pa me to nekako mi da misliti, da kako bi se človek, ki nekaj piše o tebi, počuti, če bi bila zgodba in pa slika, bom rekla, obratna. Zato mi delamo in se trudimo, jaz bom rekla, celo občinsko pravo, da smo vedno čedalje več v stiku z ljudmi, da nas poznajo, da se družimo, da imamo, bom rekla, ali pogovor ob kavi, ali da smo na dogodkih v bistvu dostopni, da pridejo do nas, da vidijo ono, mogoče pa ne bom verjel novici, ali pa neki, bom rekla, takšni laži, ki se objavi na družbenih mrežjih. No, sej, konc koncev so midva tukaj v torek 2. decembra ob 8. zvečer, in sva na voljo ljudem, da naj vprašajo. Tako. In imava že spet novo vprašanje v živo. Gospa Irena sprašuje, kaj lahko pričakujemo zaposleni s parkiriščem pri tržnici? Ali bomo lahko kupili kakšne mesečne kartice za parkiranje? Odlično vprašanje. V kratkem bo seveda cela javnost, bom rekla, seznanjena, kaj se bo v centru dogajalo. Vi veste, da se začne gradnja prizidka k zdravstvenemu domu, potem sporedno s tem, to bo trajalo 3 leta, sporedno s tem bomo v bistvu osrednji trg urejali, zato ker se obetajo pač sredstva iz dogovora za razvoj regij. Ampak ne boste verjeli, mi smo že pred vsemi temi aktivnostmi strateško malo gledali, kaj bomo mi s parkirišči. V mestu Domžalah živi 13.000 ljudi, v centru zelo veliko občanov, ki že zdaj imajo težave z samim parkiranjem. In mi smo vzporedno z vsemi temi aktivnostmi teh velikih investicij razmišljali, da parkirišča, ne govorim zdaj za bom rekla stanovalce, ampak za obiskovalce mesta, vzpostavimo na obrobju mesta. Že zdaj imate lahko v športnem parku brezplačno parkiranje, zdaj bomo postavili še 100 na obrobju TNT-na brezplačnih parkirnih mest, dogovarjamo se še na severnem delu, hkrati isto pri pokopališču, tako da glede na to, da se bo prizidek začel delati, tudi izgubimo približno 100 parkirišč. Smo jih pač mogli nekje nadomestiti. Torej v vsem tem času, zdaj za zaposlene, trenutno pač veljajo, bom rekla, neka pravila, da načeloma ne morejo kar vsi dobiti mesečnih najemov, ravno zaradi tega, ker zgubljamo parkirne površine in jih seveda postavljamo na obrobje mesta. Nekdo, ki je zaposlen v Domžalah in ni Domžalčan, se pravi, lahko v športnem parku pusti, lahko pusti v TNT-nu, lahko na parkirišču in pride do mesta. Ali z D-bajkom, z Domžalčkom, ali pa peš. Tako da jaz mislim, da sama oddaljenost ni tako velika, da ne bi to premagali. Ali pa v garažni hiši, ukolikor je še kaj prostora. Gospa Mateja, ja. Čestita za krasno okrasitev samega mesta in okolice. Zanima pa jo, če je morda kaj če je v planu optika na območju Žeje, Sveta Trojica, Račni Vrh. Ja, to je pa v bistvu zelo na mestu vprašanje. S Telekomom se dogovarjamo, ampak res samo dogovarjamo, kaj več od tega pa v bistvu same aktivnosti niso šle. Lahko se pozanimamo in če pusti v uredništvu svoj e-mail, bomo potem tudi odgovorili. Ta del je še v bistvu ta siva cona, ki pač ni pokrita samo optiko. To je stvar v bistvu, ki ni, bom rekla, lokalna javna služba, to je težko v bistvu razložiti, ampak je stvar operaterja. In če operater nekako oceni, da njemu se to gospodarsko ne splača, je potem res treba push še lokalne skupnosti ali pa še koga, da se to do Račnega Vrha, mislim, da je od tam naprej pa res, ker je dolga poteza v bistvu vse do Žej. Vem pa, da je veliko mladih, ki v bistvu delajo od doma in te pobude so na mestu. Se trudimo, jaz vem, da tudi krajevna skupnost, ampak več od tega pa zaenkrat ne moramo obljubiti. Upa, pa držijo pesti, da jo čim prej dobili internet, da jo tudi do nas lažje dostopa. Točno to. Gospa Ljubica je poslala. Sama dekleta. Ja, evo. Zanimivo. Zakaj gospa županja govori drugačne informacije glede novih mest v vrtcu Urša?
Na našem portalu pa piše, da ne bo novih mest po prenovi. Katera informacija je prava? Ja, zdaj odvisno, kako gledate, so me to na to upozorili. Mi smo zdaj vrtec Urša začeli v bistvu z rekonstrukcijo. Tam bo 8 novih učilnic. Se pravi, 8 novih učilnic, določene učilnice bodo tudi za otroke, ki bodo imeli odločbe, kjer pomeni, da je v sami, bom rekla, v tem oddelku manj otrok, ker so to otroci z odločbami. Zdaj pa tako, mi ne vemo, kakšni bodo vpisi in kako številčni bodo vpisi. Zdajšnji vpis je bil po številu prostih mest v vrtcu nižji. Se pravi, bo naslednji vpis lahko že višji. Zakaj je zdaj nižji? Zato, ker smo šli v rekonstrukcijo vrtca Urše. Na tem mestu še enkrat poudarjam, občina Domžale ima trenutno 1700 otrok vključenih v javne vrtce, od tega 1400 v naša 2 javna vrtca in seveda še v koncesijskega Dominik Savijo. Vsi, ki so izpolnjevali pogoje, torej 11 mesecev, so dobili javni vrtec. Jaz razumem mlade mamice, razumem, to smo tudi videli na enem od nacionalnih televizij zadnjič, v bistvu problematika je res slovenska, vse slovenska, demografija pada, razumem stiske, mi bomo trenutne odloke tudi pogledali, kako se v bistvu zakonodaja na tem področju spreminjali, kar ne pomeni, da je to zdaj vse zaključeno, in verjamem, da z naslednjim vpisom, da bo vseeno, da bodo stiske pač manjše. Seveda si vsi želimo, da so vsi otroci sprejeti v vrtce, pa seveda, da so čim bližje domu. Ja. Lahko tudi jaz povem svoj osebni primer na hitrico, da smo imeli tudi mi podobno situacijo, smo se mogli na drug konec občine 1 leto oziroma celo 2 leti voziti, ampak na koncu se je potem tudi to mesto uredilo. In res je super, že to, vsaj moje mnenje je tako, da imajo vsi otroci možnost dobiti vrtec, ker to je danes kar velik strošek, sploh za tiste starše, ki morajo pol plačati privat vrtec v drugih občinah, kjer pa mogoče te možnosti ni, da bi vsi dobili vrtec. Imamo novo vprašanje, tokrat pa Miha iz Jarš. Ko se peljem v Domžale, vidim same reklamne panoje. Kako je s tem? Jih lahko odstranite, ker jih je enostavno preveč? Miha, če bi imela to moč, bi vse odrezali po noči, pa v nedeljo, ko ni inšpekcij, bom rekla, na terenu. Ja, jaz mislim, da tukaj je pa kaos, bom rekla, na celi državni ravni. In sicer imamo več zakonodaj, več področnih zakonov, odvisno katerega gledaš, in tisti, ki to oglašuje, se znajde in bo seveda oglaševal. Zdaj v Homcu oziroma v Jaršah, če sem prav zasledila, tukaj gre za državno cesto in država da soglasje za postavitev teh velikih džambotov, ki jih je res čedalje več, in za zasebno zemljišče. Zdaj, če se spomnimo dobro 2 leti nazaj, to je bil pa v bistvu prvi naš, bom rekla, tak korak naprej, smo velike džambote na našem makadanskem parkirišču, bom rekla, pospravili, kljub temu, da smo seveda bili, bom rekla, v bistvu ne v strahu, daleč od tega je bila možnost, da dobimo tožbo strani oglaševalcev. Ampak smo se lepo domenili in z naših zemljišč smo to lepo odstranili. Sama osebno menim, da je to, zdaj bom uporabila, posilstvo prostora, sem odločno proti tovrstnim oglaševanjem, ampak v trenutnem prostorskem aktu je to na nek način dopuščeno, seveda v spremembah, ko bomo še pripravljali oziroma že pripravljamo spremembe občinskega prostorskega načrta, bomo pa s strokovnimi podlagami to v bistvu odpravili. Super, jaz mislim, da je lahko zelo zadovoljen s tem odgovorom. Omenila si odstranitev teh jumbo panelov. Kaj pa namestitev portala? Kako je pa s tem portalom? Kje je prišlo do te ideje? Videli smo tudi, da se za praznike malo spremeni. No, te res, s tem portalom imamo toliko vprašanj, da bi postavili heliodrom v Domžale. Ne, pa saj prav. Ta portal je v bistvu prišel tako na idejo, kako bi mi povezali ploščad pred športno dvorano z tržnim prostorom. Vrsto dogodkov vse. Tržnica ne živi ali pa samo ob sobotah, to so dogodki v občinskem prazniku in tako naprej in seveda v decembru, hkrati isto pa tudi ta naša ploščad pred športno dvorano. In ker smo seveda najeli arhitektke, sta dali idejo povezati ta prostor in s tovrstnimi portali. In da tovrstni portali ne bi stali izključno samo decembra, mladi, če boste opazili, se zelo radi sprehajajo in potem kakšne selfije delajo, jih imamo čez celo leto in ob občinskem prazniku jih potem preoblečemo v naše barve in s tem v bistvu še bolj in lepše praznujemo naš rojstni dan. Super. Zelo so lepi, sploh zdaj v tem času so ekstremno lepi.
Jan iz Ihana, evo, zdaj so pa... No, zdaj smo v Ihanu, ja, lepo. Kdaj lahko v Ihanu pričakujemo kanalizacijo, ki je bila obljubljena že dolgo nazaj? Ja. Tako bom rekla, pri vseh teh investicijah, vodovod, kanalizacije imamo težave, predvsem pri pridobivanju soglasja. Ne? In zdaj mi vedno predno gremo bom rekla, v projekte soglasja pridobivamo, sporedno seveda tudi projekte pripravljamo. Selo pri Ihanu imamo drugo fazo, kjer se že projektira in mislim, da samo par soglasij še potrebujemo, potem se pa vrnemo na prvo fazo. Tako da sela pri Ihanu nismo pozabili, tako da naj nas spremlja, oziroma pobuda je itak tudi za prvo fazo, ampak tam bodo še večje težave pri soglasjih. Ampak kar ne pomeni, da ne bomo seveda to izvedli. Če smem, no, mogoče pri pridobivanih soglasij, pa ne gre to za rekonstrukcijo cest, za gradnje cest, za kanalizacijo, vodovod, smo zelo hvaležni krajevnim skupnostmi, ker nam pomagajo pri pridobivanih soglasij, ker poznajo ljudi bolj kot mi. Tako da tukaj se moram zahvaliti, no, da oni potem tudi pospešijo te stvari in da se potem tudi prej realizira. Super. Polda iz Bišč. Pričela se je obnova ceste med Biščami in Malo Loko in me zanima, kako bo urejeno glede varnosti. Po tej cesti so posamezniki že sedaj mnogo prehitri in nevarni za ostale udeležence. Nujno bi bilo namestiti hitrostne ovire na izhodu iz Bišč in Male Loke, pa še vmes. Kaj je načrtovano? Mislim, da samih, bom rekla, teh ležečih policajev ni predvidenih. Gre za rekonstrukcijo ceste, tako da v bistvu mi cesto prenavljamo v obsegu, kot je bila prej. Če poznate, to je bilo potem zelo ozko cestišče in pa bankine, tako da dva se nista mogla srečati. Je pa res, da je to, bom rekla, ravno poteza. Kolikor se potem pri novi cesti izkaže, da bi bile hitrosti res previsoke, bomo ali s prometnimi znaki probali umiriti same hitrosti, oziroma bomo, tako kot smo rekli, svet za preventivo bo to proučil in dal konkretne predloge. Participativni proračun. Mal bi se ga dotaknil. Ja, koliko stvari je bilo realiziranih, predlogov smo videli, je bilo kar dovolj, ne, tudi, se mi zdi, da so se tudi občani Domžal pa krajevne skupnosti zelo angažirali, da so šle zadeve skozi. Kako je zdaj s tem? Smo nekje v zaključku tega prvega, ne, v pripravi je pa že naslednji. Na plan z idejo se imenuje naš participativni proračun, tako kot si rekel, ta prvi je bil v bistvu več kot 80% realiziran. Kar nam pa je res, bom rekla, dober pokazatelj to, da so se občani res odzvali. V bistvu vsak od 16 let dalje se lahko odzval, potem so pa o predlogih tudi glasovali in res, bom rekla, stvari, ki jih mogoče mi kot uradniki ali pa, bom rekla, moji sodelavci ne opazimo, ker občina je le velika, krajan lahko opazi, lahko predlaga, lahko to vključi, seveda spodbudi svoje sokrajane, da o tem glasujejo in tako pride v bistvu lahko do realizacije. Mi bomo zdaj v bistvu v začetku leta pripravili novi javni poziv za naslednji 2 leti, za vsako leto je na voljo 200.000 evrov, tako da naj nas spremljajo. Prišli bomo se pravi, v vsako območje, 6 območij razdeljeno, da še enkrat predstavimo ta projekt, da jih pozovemo, potem bo pa dovolj časa, da dajo svoje predloge. Potem jih lahko pozove Jan, Tjaša, Špela, Nika, prijavite se, ne? Dajte svoje predloge, da nam bo vsem skupaj boljš, da bo še lepše, da bomo še rajše izvajali aktivnosti v Domžalah, ne? Ker vaš glas pač šteje. Ne? In se dejansko lahko stvari, ki jih potrebujemo na terenu, speljejo najlažje z ljudmi, ki poznajo to problematiko. Ne? Tako, in to je res, bom rekla, tukaj vsak glas šteje, oziroma krajan pove, kaj si želi. Tako. In to je res ena najboljša participacija pri, bom rekla, deljenju nekih javnih sredstev in pri projektih, ki niso milijonski, ampak so mali, pa vendar zelo pomembni za kraj. Dostikrat take majhne stvari veliko pripomorejo k boljšemu počutju, tudi nas samih, tudi doma je tako, mislim. Točno tako. Boljše počutje. Urnik županje je verjetno natrpan. Jaz verjamem, da ti že veš, kje boš do 6. januarja, vse večere, vse dneve. Koliko časa ostane zase?
Ja, no, mi rekla, kakor se ga vzamem, ker to ni res. Ja, pač naša služba, kot veliko drugih služb, to ni zdaj samo županska, da je tako zahtevna. Jaz mislim, da vsi zdaj, ne glede na to, kaj počnemo, moramo biti kar malo kreativni, kako bomo prosti čas v bistvu organizirali in kako ga bomo izrabili. Glede na to, da res rada hodim v službo, jaz v bistvu že v nedeljo približno vem, kako bo cel teden bil naplaniran, ker pač koledar je znan že vrsto dni prej in potem planiram, seveda v prvi fazi prosti čas namenjam družini, če sta seveda doma mož in pa hči, ker imata tudi ona dva sta zelo vpeta v razne aktivnosti, no in če je slučajno kaj prostega časa, ga seveda za rekreacijo bom rekla porabim, ker to je v bistvu, bom rekla, meni ena taka najboljša energija, ki si jo lahko dam. Zdaj, če to ne gre čez dan, gre to zjutraj v zgodnjih jutranjih urah, poznih, pač nimam pravila, ne. Lahko tudi takoj po službi, tako da je avto, če prijem z avtom, pa potem kam drvim. Ja, to je stvar organizacije in pa discipline. Ne glede na to, da smo fizično zelo in tudi psihično utrujeni, moraš biti kar discipliniran, zato da pač ta ritem držiš. No. Ampak ja, kar gre. Hočeš reči, že ni služba od 8 do 4 ali pa od 7 do 3, ne? Da se kdaj zavleče tudi kakšen torek 2. decembra, tudi takole v pozne večerne ure, ne? Nič hudega, ker to je luštno, se pravi, jaz sem šla domov na kosilo, in greš potem nazaj. Pač to je takšna služba in to moraš tako vzeti. In sploh takole tak pogovor je tak dobrodošel, jaz upam, da bojo občani in občanke dobili kakšna pojasnila, tako da ni težko prideti nazaj. No. Sploh pa v takšen lep ambient, kot ga imamo danes. Vem, da rada tečeš, vem, da rada hodiš. Ja. Ne bova pa povedala, kam hodiš, ne, zato da te ne bojo vedno ujeli, ampak ja, vedno te pa lahko kdo pocuka z rokov. Tudi verjamem, da te ne, rečejo. Eno anekdoto sem se spomnil, ravno zadnjič, ko smo imeli kuhno, sred ceste, ki je bilo zelo skupaj. Pa je zelo dober dogodek, zelo dober je izpadel. Polno je bilo, spomnim se, ura je bila 9, še polna ulica. In si pridrvela iz teka. In praktično neposredno, povej mi malo več, koliko si pretekla takrat? Takrat sem pretekla 52 km, pa 2700 višincev. S tem, to je bilo v Kranjski Gori, Julijana Trail, najlepših, jaz rečem, to je v bistvu tek z razgledom, ampak tisti teden je bil res zelo zahteven, ker smo imeli še sejo občinskega sveta, v četrtek cel dan aktivnosti, Gasilska zveza je imela veliko praznovanje 70-letnice in po praznovanju sem odrvela tisto noč v Kranjsko Goro. Spala skoraj nič, zjutraj ob 8 smo bili pa že na štartu. Kaj hočem reči, veliko je disciplin, zato pravim, ko je prosti čas, da grem v naravo, da se pomenim tudi sama sabo, pomenim kako naprej. Bom rekla, je zelo velik na vseh področjih, ali je to služba, ali je to dom, ali je to vrstni napori. Ja, in ko sem prišla v cilj, jaz sem rekla, meni se pa mudi na kuhno na plac, petek je kolega rekel, ja, ampak Mici, ti nisi nič zmatrana. Sem hitro pašto pojedla, odrvela in prišla v bistvu še zadnje 2 uri, mislim, da na dogodek in mi je bilo fino. In naslednji dan smo imeli potem še dobrodelni pohod, pa dogodek na tržnici. Ja, to me v bistvu dvigne in pol nimam težav opravljati in biti prisotna tudi na tovrstnih dogodkih, tudi če so pozno v noč. Kapo dol, vzor lahko, jaz mislim, marsikomu. Hvala. Žiga je poslal vprašanje. Žiga pa zanima, zakaj nikoli še ni bila očiščena nova kolesarska steza skozi Domžale. Ter kdo jo je projektiral s temi jaški, namreč nikjer na svetu nisem videl toliko jaškov na kolesarski stezi. Ja. Žiga pa to mislim, da skozi izpostavlja, pa upravičeno izpostavlja, ker imam tudi njegovo vprašanje. Zdaj tako, mi smo v imenu države naredili to kolesarsko stezo, malo več kot 2 kilometra in več pobud je bilo, država v bistvu direkcija mora ščistiti, ampak glede na to, da na vse naše pobude naj svojo, bom rekla, infrastrukturo ščisti, se to v vseh teh letih ni zgodilo. Tako da smo zdaj domenjeni z našim modelkom, da mi to počistimo, pa plevel vam porunejo, ker to kolesarko tudi jaz uporabljam. Zdaj, jaz nisem projektant, tako da jaz se v stroko ne morem spuščati. Projekta je direkcija za infrastrukturo potrdila, mi smo v njihovem imenu to investicijo izvedli, tako da ja, jaz lahko samo obljubljam, da bo ščiščena, zdaj ne vem kdaj, ker je zima, če nas bo zasnežil, bo preizplužena, do, bom rekla, začetka nove kolesarske sezone, pa obljubljam, da tudi plevela ne bo več na kolesarke. Pri kolesih sva The Bike,
sistem izposoje koles, Ja. navadnih električnih, zdaj lepo zim so električna, lepo malo na mirovanju, verjamem, da zaradi baterij, ne, Ja, da, tako je. da ni. Lepa številka, ki se peljemo mimo števca 12.000, mislim, da smo že blizu 12.000, bomo presegli. Ne. To je kar lepa številka, verjetno se strinjava. Ampak, da so ga tako občani tako prijeli, ne, se pravi, da dejansko je to, ki izposoji dnevno, ne, to je zanimivo. Se pravi, se je izkazala ta rešitev kot dobra. Ne. Ja, odlična. A ne, vi morate vedeti, da smo mi od samega začetka vključevali javnost. A ne. Že pri poimenovanju The Bike so sodelovali mladi, oziroma vsi občani, pa smo potem zbirali, kako mu bo ime in je The Bike. A ne, vključujemo čim bolj širšo javnost, zato da ozaveščamo, da je fino iti pa na kolo. Zdaj vsak tudi doma ima koleso, oziroma greš iz točke A v točko B, lahko tudi z debajkom. Zdaj strategija je takšna, a ne, ker nam je kdo učitelj, jo samo vse v mestu. V mestu se mora vzpostaviti in zdaj se mi širimo ven. In ena res dobrih pobud, to so pa mladi povedali na otroškem občinskem svetu, ki smo ga imeli, je, da si želijo imeti debajk postajališče v Dobu. Rečemo, in to je ena od pobud iz otroškega občinskega sveta, ki smo jo realizirali. In seveda se širimo potem še v Študo, imamo seveda pobude, da se širimo ven iz mesta in v planu nam je do 2 novi postaji na leto. Vkolikor bi bila pa na voljo še evropska sredstva, pa lahko še kakšno dodamo. Tako da me veseli, da ne samo mladi, tudi starejši. No, te verjeli, da sem debajk videla poleti tudi v Cerkljah. Cerkljah? Ja. En par se je pripeljal do Cerkelj, so krogli, to je pa naše kolone. Tako da, ker smo Gorenjska bajk, lahko oni tam pustijo in potem naši pripeljejo nazaj. To je tudi dobro vedeti, da je debajk v sistemu Gorenjska bajk. Se pravi, tukaj si ga sposodiš in ga lahko spustiš in praktično to kolo pride v Domžale brez kakršnega. Ne rabiš skrbeti, kako ga boš vrnil, oziroma se boš odpeljal nazaj. Odlično. To pa mislim, da mogoče marsikdo ne ve. Ja, tako, vse je tako na spletu objavljeno. Lahko greste na Bled, tam pustite, pa prijete z drugim prevoznim sredstvom nazaj, ampak Gorenjska bajk povezuje v bistvu te občine, ki so v istem sistemu. No, evo, super. Se pravi, kolesarska bo očiščena brez skrbi. Ja, ampak ne obljubam kdaj, ne? Tako da ne bo žiga hud. Ja, pred bom rekla, poletno sezono pa definitivno. Super. Bila sva pri mladih. Rekla si, da poslušaš tudi mlade župan, mlada županja. Zdaj je bil ravno novi krog. Se pravi, da so se prijavljali. A je bilo kaj prijav? Prijav je bilo? Ja, kar. Zdaj ne jaz pojasnim celi javnosti, ker to so zdaj razne polemike. Zadnji smo bili v Škofji Loki, kjer so bili v bistvu ostale občine navdušene našim projektom. Mladi župan, mlada županja. To ni političen. To ni projekt, da boste mladi župani in župane imeli pravico glasovati v občinskem svetu, ker zdaj dobivam veliko vprašanj, zakaj je do tega prišlo, kdo se je to odločil. To je izključen projekt, ki je zrastel v moji glavi, naj to najjasno povem, in sicer, ko sem tekla po gozdu, kako naj jaz pristopim do mladih. No, in potem smo seveda skupaj z občinsko upravo pripravili javni poziv in naredili prvi krog. In takrat sem rekla, v redu, mora biti dekle pa fant. Zakaj? Zato, da imamo oba spola, ne? Določena pravila seveda polnoletni mora biti, drugih pogojev pa ni pa seveda občan. In že v prvem pozivu smo se domenili, da jaz ne želim vedeti imena in priimka, zato da jaz objektivno odločam, oziroma da me za svojim opisom prepričajo, da bo mladi župan oziroma mlada županja. In prvi krog se je zaključil, odlično sta se bom rekla, upeljala v to vlogo. No, zdaj pa druga dva. Mladi župan je isti kot prej, ker me je pa zopet prepričal, čeprav nisem res vedela, kdo piše. Mlada županja pa Jerca. Sta bila zdaj tudi v bistvu predstavljena v Domžalki. Počasi se boste pa seveda tudi, bom rekla, javnosti predlagala. To ni politična funkcija. Ona dva sta most med občinsko upravo in med mladimi. Ker ona dva res sta lahko prisotna kjerkoli. In prisotna sta bila na občinskih sejah, prisotna sta bila na odborih, sta seveda imenovana v komisiji za mladinsko vprašanja, to je moje posvetovalno telo, na dogodkih, prireditvah, velikokrat sta povezovala dogodki prireditve. Imata svojo glavo, svoje prepričanje in prav je tako. Nikoli ne želim vplivati na mladega župana in mlado županjo, želim pa povedati, da je to izključno ideja, ki je zdrasla v moji glavi in dejansko ne želim, da mi jo kdo vzame v tem smislu, da želi politično nekaj rušiti, zakaj sta pa ravno ona dva ali pa kakorkoli. Pustimo mladim, da jim damo možnost, da dobijo pogled, bom rekla, v celotno delovanje in življenje lokalne skupnosti.
ko smo pa ravno pri ideji, se ti je pa še ena ideja porodila in ravno pred kratkim si po jabolku navdiha Tako je. upeljala v občini Domžale tudi še eno posebno nagrado. Kaj več, mogoče poveš o tem? Mi smo lahko prebrali na našem portalu, pa v Domžalki. To je pa Zlato srce, no, dobro ste spremljali. Ja, to je pa tudi en osebni moj projekt, ki smo ga v bistvu želela sem. A veste, mi imamo v bistvu občinskih praznikih vedno dodelimo občinska priznanja. Prav je tako, kot društvo, organizacije, posamezniki predlagajo ali tudi mi predlagamo nagrajence. Marsikdaj se pa v bistvu na koga pozabi oziroma, bom tako rekla, fino je malo širše gledati. In sem rekla, ok, dajmo nekaj ušpičati v tem smislu, ko bo moje, pa ko bom jaz imela to pravico nekomu to pokloniti. Prvi pogoj, zakaj se pravi Zlato srce, zgodba je v bistvu pripeljana tako, da iščem posameznika, to je lahko otrok, to je lahko mladostnik, to je lahko starejši, ki ima čut in sočutje do ljudi, empatijo, ki v današnjem času žal kar malo primanjkuje, ki se zna spustiti na raven, bom rekla, delavca čistilke, ki se zna na raven direktorja, ki v bistvu biti človek. Človek, bom rekla, neko tako. No, in v glavnem smo skreirali to Zlato srce, tukaj nam je pomagal naš lokalen arhitekt Urh, vas opise seveda tudi na spletni strani, z njim so to odlično sodelovali in res je skreiral res lepo skulpturico. No, potem sem imela pa težavo, 2 leti približno je trajalo, da sem jaz to osebo našla. No, te verjeli, kje sem jo našla. Prvo na sestanku, ko sem starejše, torej društvo upokojencev, vsa društva na prvi sestanek, da smo se spoznali, ker področje starejših mi je res ljubo, ker cenim starejše. No, potem pa na drugem sestanku v Centru dnevnih aktivnosti. In je gospod Capuder bil tam in to je bil samo nasmeh in potem je razlagal, kaj se z društvom počne. In seveda so imeli letos tudi obletnico in me je povabil na dogodek. In sem rekla, koliko ene srčnosti, koliko enega nasmeha. Gospod je vrsto let predsednik društva, ne spustijo ga ene slabe volje. In takrat sem v bistvu začutila to kemijo in sem rekla, to je gospod, ki ga jaz iščem. No in potem smo seveda skreirali ta dogodek. Želela sem, da pridem v Radomlje, ker pač on je iz Radomelj. Kje bi bil pravi ambient in lejte Arboretum Volčji potok. Lučke so bile prežgane v tisti mali kavarnici. On ni vedel, da se dobiva. No in potem sem mu seveda v družbi njegovih sorodnikov, prijateljev poklonila Zlato srce. Oni so vedeli? Niti ne. Vedeli so, da bo se tam nekaj dogajalo. Niso pa točno vedeli, zakaj se gre. No in to je v bistvu prvo poklon Zlatega srca. In res si štejem v čas, da poznam tako izjemnega človeka, kot je gospod Martin Capuder. Tako da drugo leto greva kolesariti skupaj, oziroma z društvom, smo se že vse domenili in res mu želim, da to Zlato srce bije še dolga leta in nas osrečuje, ne samo Radomlje, ampak celo lokalno skupnost. Ja, čestitke, zelo lepo povedano in zelo nagrada z namenom, bomo rekli. Mava pa že naslednjo vprašanje. Mitja iz Štude. Zanima me, kdaj bo začetek gradnje športnega igrišča ob gasilnem domu v Študi. Hvala in lepo pozdravljeni. No, evo, južni del naše občine Študa se tudi lepo razvija, se pravi gasilni dom. Dobra novica, imamo gradbeno dovoljenje za športno ploščad, rečemo v Študi, tako da bomo šli v izbor izvajalca v naslednjem letu. Jaz mislim, da do poletja pa bodo lahko že otroci, pa mladostniki in vsi ostali uporabljali športno ploščad. Tako da tega se veselimo, sredstva so zagotovljena. Tako da, evo, dobro. Domžale smo zelo športna občina. O tem lahko govoriva, da res kapo dol vsem. Nimamo tako kot sosedna občina hribov, ampak imamo pa domžalski dom na Veliki planini. Ja, tako. Ampak se bomo malo še nogometa dotaknila. Nogomet je itak med športi, kakorkoli pogledamo, tudi jaz izhajam iz nogometa, šport številka 1. V Domžalah smo tudi na tem področju zelo superlativni. Imamo 2 prvoligaša. Še Ljubljana ima 2. Ampak oba prvoligaša v bistvu nastopata na istem stadionu. Radomlje zaradi infrastrukturnih pogojev zaenkrat še ne igrajo. Radomlje seveda si vsi želimo, da bi čim prej tudi oni lahko zaigrali na stadionu. Pred kratkim smo tudi videli eno težavo streho. Kako je pa s tem? Takrat je bilo kar nekaj ogorčanja, zdaj pa kar zaprt, pa ljudje ne morejo na tekmo.
pa mogoče ni bilo čisto vsem jasno, zakaj je do tega prišlo. Pa smo nekako razmišljali, ja, zdaj pa ta tribuna zaprta, zato ker se bo streha podrla, pa 5 dni kasneje je bila pa kar tribuna odprta, a zdaj se pa streha ne bo več podrla. In mislim, da nismo čisto vsi dobro razumeli, do česa je sploh takrat prišlo, da je bilo to hitro zaprto, pa potem ponovno odprto. No? Ja, pač sprejela sem odločitev, da bomo en del, v bistvu, da bomo tribuno zaprli, ravno zaradi tega, ker se kakšnih kritičnih pa kriznih, bom rekla, situacij res ne želimo privoščiti, ne. A veste, ko pride do kakšnih smrtnih žrtev, so hude kazenske odgovornosti, pa ne samo to, no, smrtna žrtev je smrtna žrtev. Ne? Jaz razumem navijače, jaz razumem nogomete, vse razumem. Ampak potem smo si pregledali ta del, severni del, bom rekla, strehe in teh nosilce, so rekli, v redu, ta del je lahko zaprt, pa preostali del, bom rekla, tribun je pa lahko odprta. Ne? Tako da so vseeno se lahko tekme izvedle. Zdaj, ker je konec sezone, se bodo v bistvu posaniralo tisto, kar se da, hkrati bomo pa tudi pogledali, kaj je preostalo streho. Tako bom rekla, jaz ne morem vedeti, kaj na strehi, kaj na trmovih, ker pač nisem upravljalc, ne? Ampak ne glede na to, no, se vse dobro, bom rekla, se bo vse dobro zaključilo, bomo posanirali. Zdaj, kar se stadiona tiče, bom čisto iskrena, ne, to je v bistvu napolno dokončana zgodba. Zakaj se to v preteklosti ni zaključilo, ne vem. Jaz samo vem, da za vzhodni del, bom rekla, te vzhodne tribune rečemo, ne, to so šla sredstva vedno noter, pa vedno ven, pa vedno noter. Lahko sem rečem, da je en zelo dober projekt, ne tako zelo star, kjer ne bi vzpostavili samo vzhodno tribuno, ampak bi noter vrsto različnih športnih, bom rekla, površin, od atletske steze in pa seveda garderob, da bo bilo to vse na nivoju, ampak moram biti pa čisto iskrena, tukaj bi pa mi rabili že tudi javno-zasebno partnerstvo, ne? Ker tu pa govorimo o 10 milijonih plus. In bom rekla, v letu pa pol smo imeli že vrsto raznih dobrih, bom rekla, sestankov pa sogovornikov, ki bi bili sposobni ali pa željni investirati, ampak zaenkrat več od teh pogovorov ni. Jaz upam, da se bo kdo pogumil in šel naproti. Moram pa, ja, tako kot si rekel, ne, ja, šport je zelo na visoki ravni, tako profesionalen kot tudi rekreativen in zelo smo ponosni, bom rekla, na celo športno infrastrukturo. Zdaj se kažejo seveda potrebno vlaganja, ne. Če pogledamo samo športno dvorano, smo zdaj streho zamenjali. Nova dvorana, ki je fantastična, bazen ne pozabimo. Spogledujemo se, da v drsališče treba malo posodobiti, skate parka, ne. To so vse, bom rekla, objekti novi v tem mandatu so nastali, ki smo res lahko ponosni. Ne smemo, no, pa še to moramo pa izpostaviti, da je bila na seji sprejeta strategija športa in to je ta pravi dokument in tukaj imamo zdaj mi kompas, kaj razvijati, ker strategija je tista, ki ti pove, kaj lokalna skupnost od infrastrukture in pa od vsebin oziroma programov potrebuje. Ena boljših strategij, tako da vse bodoče investicije seveda bodo temeljile na podlagi strategije. To je bilo sprejeto ravno ne na zadnji izredni, ampak na zadnji redni seji, ne? Bila je pa še ena strategija, ne, sprejeta. Mogoče kaj več mogoče poveš o tej? Strategija za kulturo. Majčkeno na drugačen princip je bila pripravljena. Bilo je veliko razprave, kar je prav. Eni so bili za, eni so bili proti, pa še jaz ne morem glasovati. Jaz sem jo uvrstila na dnevni red zaradi tega, ker meni osebno je v redu, ker jo je pripravljal v bistvu pripravljalec, ki tudi regijsko strategijo za kulturo pripravljal in je mogoče z drugačnimi očmi gledal, kar ni nič narobe. Jaz pravim, pri strategiji so ključni cilji in aktivnosti. Tako. To je ti zadnji del strategije. Kar je spredaj, se lahko pozabi, ker to so neki vpisi nekega stanja, neke, bom rekla, preteklosti, cilji so pa tisti, kar so pa v bistvu ključni in kateremu potem tudi lokalna skupnost sledi. In tudi ljudje dostikrat pozabljamo, ne, da ko se postavi ena strategija, ne, ja, v osnovi je to nek, dajva reči, temeljni dokument za razvoj, ne. Je pa strategijo potrebno vedno sproti evalvirati, ugotavljati, kaj se je naredilo, mogoče se potem odpre kakšna nova pot, pokaže kakšna nova zadeva, ki je mogoče malo bolj specifična pa tako naprej in jo je treba prilagoditi. Ne. Ni zdaj to en dokument, ki bi ga mi danes postavili, pa bo pa naslednjih 4, 5, 6, nima veze, za koliko let je sprejeta, enaka. Ne. In zato je tudi potrebno nekako vklopiti tudi društva. Ne. In na področju občine Domžale imamo res veliko raznovrstnih društev, od kulturnih, športnih, ki sva jih omenila, upokojenskih, potem imava pa tudi gasilce. Gasilska društva, oba se še spomnava,
Ne, ni bilo lahko prvo leto županovanja, verjetno. Ne. Ni vsak na letu od županov aktivnih, trenutnih ali pa tisti, ki so bili v preteklosti na katastrofo take razsežnosti, kot smo mi imeli 4. avgusta 2023. Ne. Kako pa ti gledaš na tisto zadevo, se pravi na te poplave, ki so se zgodile? Si kdaj rečeš, kaj mogoče bi lahko še kaj boljš naredili, mogoče smo bili super pripravljeni, vemo, da je ogromen vaj, se pravi tistih vaj v občini Domžale, tudi sami sodelujemo kot eden izmed medijev, kateremu ljudje prisluhnejo. Ne? In mislim, da smo dobro pripravljeni na te stvari, pa organizirani, ampak je mogoče kakšna stvar, ki bi jo pa ti izpostavila, ki je bila še posebej taka ob toliko veliki nesreči, ki se je takrat zgodila? V bistvu poplave to vrstne so bile res, nobenih niti ni predvidel. Jaz vedno rečem, sistem zaščite in reševanja, ki je aktiviran res, ko pride do to vrstnih nesreč, je srce naše lokalne skupnosti. Mi se res ne zavedamo, če pogledamo ostale, bom rekla po Sloveniji, mi imamo visoko usposobljene in zelo dobro opremljene. Prostovoljce kot tudi poklicne. In prav je tako. In jaz vedno rečem, da bomo tudi naprej vlagali znatna sredstva v opremo, ker ti moraš biti dobro opremljen, ti moraš biti zavarovan, ko letiš po noč, nekam ti veš, da je požar, ne veš pa kakšen požar, ti ne veš, kaj je zadaj, ali rečemo, zadaj so nevarne snovi, ali so baterije, ali pa še kakšna unetljiva, hujša stvar. Tako da jaz sem zelo na sistem, ker v bistvu 20 let ga spremljam, prej že kot štabovka, zdaj usporedno z vsem, in tudi vedno pridem na kakršnekoli, ali na vaj seveda, če so večje intervencije, sem tudi v štabu, ker me to, bom rekla, že odprej zanima, kako komuniciramo, kako intervencija tudi na licu mesta poteka. In kaj bi spremenila? V bistvu nič ne bi spremenila, ker vsaka intervencija pa vsaka vaj nam pokaže, kje smo lahko še boljši. Naprimer, Gasilska zveza, zdaj imamo v bistvu 2 drona, to ste tudi na zadnjem požaru lahko videli. Mene so iz Gorenjske poklicali, pa so rekli, wow, vi imate drona. Ja. In dejansko smo lahko spremljali, kje je še žarišče, kdaj bo pogašeno, kje so gasilci. Ko ti v bistvu iz drona, iz te slike dol vidiš, kako se naši gasilci izpostavljajo, kje hodijo, pa stoji vse v dimu, in dejansko ti zaupaš vodji intervencije, ker te usmerja, si rečeš, wow, to je sistem. Ja, so izboljšave, ne izboljšave v smislu, predvsem v opremi, pa predvsem v predvidevanju, ker vsi moramo malo predvideti tudi drugačne naravne in druge nesreče. Zato naj tukaj še izpostavim zelo odlično sodelovanje z občino Postojno pa Supetrom na Braču. Ko je izmenjava, naši gasilci hodijo dol, kjer se v bistvu spoznavajo z večjimi požarji v naravi, njihovi gasilci pa prihajajo sem, da se z nevarnimi snovmi, nesreče v predorih in tako naprej. In izmenjava tovrstnih izkušenj je zelo, zelo pomembna. Jaz se spomnim pretekle vaje, ki je bila simulacija potresa v Domžalah. Mi smo dobili kar nekaj klicev, pa elektronskih sporočil, pa komentarjev, ja, zakaj je to treba, ja, pa zdaj so cesto zaprli, pa tako naprej. Vseeno, mislim, javnost je bila obveščena, ozaveščena, da se bo nekaj dogajalo. Ampak vseeno, jaz imam tak občutek, da dostikrat, dokler se nekaj zares ne zgodi, ne vzamemo tega dovolj resno. Ja. In vzemimo takrat resno, ko ni zares, ker da bomo takrat, ko bo pa šlo zares pripravljeni. Ja. In takrat reagirati s hladno glavo, ne panično, slediti usposobljenim osebam, ki nam bojo dali nasvete, je pa se mi zdi ključnega pomena. Ja. In jaz mislim, da tukaj gasilci kapo dol, res in po celi Sloveniji, sploh pri nas, oprema super. Moramo hoditi na veselice, da jih podpremo. Točno to. Pa zdaj bojo koledarji, odprimo vrata, plačimo koledar, podprimo jih. Ja. To ni zdaj v bistvu samo intervencija, oni se res trudijo. Kadarkoli rabiš pomoč, bojo preskočili, tudi nam kot občini. To mogoče pri poplavah, a veste kaj je pa v bistvu pa res teh velikih naravnih nesrečah v štabu in seveda na intervenciji, rečemo pri mostu na Viru. Vsi se polno vse spoznamo. Tako. Veste, in ključen je, da imaš ti v štabu strokovne osebe, ker jih imamo, mi imamo 13 štabovcev, plus seveda poveljnika javne gasilske službe, poveljnika civilne zaščite. To smo ljudje, ki smo se več kot 20 let ali še več
za vsak za svoje področje urali. Ne, sem bila z odnose z javnostmi in vsak točno ve, kaj mu pripada. Ko je bila odločitev, takrat vem, da je bilo velik pritisk javnosti in medijev, zakaj mostu ne porušimo, in mi imamo seveda v celem sistemu potem tudi enega odličnega statika, ker smo njega vprašali, pa rekel, pustite tako, kot je. Stroki treba zaupati, tako kot na ostalih področjih. Sledno se pohecam, se tudi ne grem v operacijsko sobo, pa kirurga učinkov, ki je odrežen. Tako da razumem pa stiske, takrat je panika, takrat pregorevajo telefoni 112, ampak bom rekla, zato pa imamo vaje, imamo obsežne vaje, takrat so vsi gasilci, vse ostale enote službe, cel sistem je aktiviran ravno zato, da en drugega tudi preizkušamo, kako sodelujemo. In zelo pomembno, društva takšna in drugačna dajo en zelo velik doprinos, dajmo reči, k društvenemu, družabnemu življenju, konc koncev. Živimo v letu 2025, kjer se mi zdi, da je ta društvena zavest majčkeno padla, da konc koncev vse že tudi sami ljudje smo ratali, bom rekel, kar malo bolj individualisti, ampak ravno društva so ta lokalen duh, ki držijo, ki ljudi povežejo, da lahko nekaj naredijo. Imeli smo zdajle v Preserjah Noč buč. In to je zraslo iz ene ulične predstave iz razlanih buč, je preraslo v neko ogromno prireditev, ki jo obišče, pa jaz mislim, da lahko rečemo več tisoč ljudi. In v bistvu na eni mali uličici, in to pa pokaže, da še vedno si ljudje želimo tega druženja, še vedno si želimo, da smo skupaj, da smo družabna bitja in da ta individualizem še ne glede na to ne more premagati tega, in da skupaj pa pač zmoremo več. Tako. In jaz mislim, da društva dajo nam še nekaj dodatno, da čutimo svoje lokalno okolje pa ljudi, s katerimi smo. Mogoče bi se dotaknila naslednjega vprašanja. Maja iz Dragomlja. Ali se na glavni cesti Domžale-Šentjakob na zelo nevarnem prehodu na začetku Dragomlja, v ulici živi cirka 20 šoloobveznih otrok, obeta kakršnakoli umiritev prometa? Zdaj, da bi jaz vedela, ne, glede na to, da je to državna cesta, lahko preverim sam pri svetu za preventivo, tudi ni bilo to vrstnih pobud, da bi karkoli, verjamem, da so bom rekla, do meje ali pa do stopa Dragomlja prekoračitve, zato je seveda pristojna policija, nobenih ukrepov ekstra ni. Mi zdaj v bistvu projektiramo samo kolesarsko stezo, to vem na tem območju. Kar se pa, bom rekla, prometa znotraj Dragomlja, vemo, da imamo stacionarni radar, da smo tisto ožino tudi obarvali s takim koridorjem za pešce, da vse je voznik pozoren na to. Drugače pa tako, kot sva rekla že uvodoma, če se mi ne bomo začeli primerno obnašati kot vozniki in spoštovati cestno-prometne predpise, bo vedno več nesreča. Pa lahko damo 500 radarjev, bom rekla, pa ležečih policajev, tudi čez ležeče policaje letijo z hudimi hitrostmi. Mi, ki spremljamo recimo družbeno utrip v komentarjih pod objavami pa tako naprej, in tudi na naše elektronske naslove uredništvo pride kar nekaj takšnih sporočil posameznikov, ki se pa ne upajo izpostaviti na družabnih omrežjih, zato ker vidijo, da gre bolj v negativno smer ponavadi na družabnih, in smo dobili ogromen pozitivnega feedbacka nazaj, se pravi, da se je pa res zdaj promet umiril, da je zdaj res precej bolj varno na nekaterih mestih, kjer so zdaj radarji, sej tudi mene paše, jaz ga imam skoraj pred hišo, iskreno, in pač, tudi jaz sem padel na njega, ampak vseeno v globalu so tam otroci, so to šole, so to točke, ki so verjetno nekako z neko podlago bile določene. In verjetno je tudi še kakšna točka, ki jo spremljate zdaj, kjer bi mogoče, ali pa ste dobili kakšno pobudo, kako gre s tem? Verjetno prek participativnega. Zelo resna pobuda je zdaj še za 3. radar, cesta Radomeljske čete. Spet pri meni doma. Tako. In to bi bil 3. radar v Radomljah, ampak tam so že prekoračitve pokazale, da so čez dovoljeno, s tem, da morate vedeti, da tu gre še promet iz Lukovce do Lenjarov, se v bistvu vsi izogibajo raznim prometnim zamaškom v jutranjih urah, tako da to zdaj resno proučuje svet. Ampak tu bomo pa res mogli, bom rekla, tudi še krajane vprašati, ali se s 3. res strinjajo. Se nam pa rekli, sem se jaz spomnil, jaz se nič ne spomnim. Mi bi,
Lepše bi bilo, da bi bilo samo vse očrtano in da bi že ti avtomatsko po 30 km ali 40 km/h vozil, ne da imamo mi tako zelo, bom rekla, hude ukrepe, ampak ja, drugače ne gre. Ja. Še kar so pri prometu, Špela iz Domžal. Ja. Nedavno zgrajeno krožišče pri policijski postaji se je izkazalo za odlično rešitev pri urejanju pretočnosti prometa skozi mesto. Posledično smotrno bi bilo podobno urediti tudi križišče pri avtohiši Kosec, kjer se vključujejo vozila iz Trzina oziroma Doba, ter ponovno vzpostaviti krožišče, kjer je že bilo na križišču Karantanske in Ljubljanske pri tržnici. Se razmišlja, kaj v tej smeri ureditve? Hvala za odgovor. Ja, tu smo pa, sploh tule pri občinski stavbi, smo bili že na tem z državo, ker je državna cesta, da začne projektirati rondo. Ampak je vse ustavljeno zaradi državnega projekta umestitve dvotirne železnice čez Domžale. To mi je žal, no, ker, tako kot smo rekli, pri policiji je res pretočnost dobra. Prav tako smo pa ustavili, se pravi, tudi država ustavlja, smo pa mi ustavili pri Kroni, smo imeli pač projekte za izvedbo krožišča, ravno zaradi gradnje tretjega pasu. 2 leti bo to trajalo in če bi mi šli še z gradno krožišča, bi dejansko kolapsiral promet. Že zdaj gre več kot 15.000 vozil čez Domžale. Obenem pa bom rekla, ta križišče pri Kroni še nimamo enega dela zemljišč. Tako da načeloma smo naklonjeni krožiščem, sploh tam, ker pač mi obvladujemo, ali pa je naša cesta, tam, ki je pa država, tule v centru, pa bomo še malo mogli počakati. Kako je pa z gradnjo obvoznice Vodice? Zelo slabo. Zelo slabo. Ja. Zdaj mi smo dali pobudo seveda na ministrstvo, da se nazaj umesti, bom rekla, in resno pristopi, glede na to, da se bo zdaj še Komenški del delal, Mengaš, se veste, je bil prvi, potem je bil Vodiški, zdaj Komenški, ker to bi pa res razbremenil cel ljubljanski obroč. Tako da bom rekla, bomo še zmeraj proaktivni, vendar tu mora država pa dar svoje oddelati. S tem, da zemljišče so odkupljena, to je bila v bistvu ta faza, bi bila v bistvu takrat prva za realizirati, zakaj do tega ni prišlo, pa res ne vem. Ja, zato, ker en del umenšuje, en del je narejen, ne? Tako. Se pravi, zdaj nam tukaj manjka ta. Tako. Ta je pa ključena, ne, da bi se razbremenil tudi v bistvu mesto Domžale. Ja. Bilo je tudi ena pobuda na terenu, no, to smo se tudi s kolegi pogovarjali. Kako je pa z Lekom, Novartis, parkirišča? Tam se ljudje vsakodnevno parkirajo na travnikih, povsod, kjer je možen, kjer le dobijo parking, ne. A je mogoče kdo kdaj tudi že omenil, kaj v tej smeri, da se bo tam urejalo, a je to čist privatno, zasebno? Kako je s tem? To je pa v bistvu čist privatno. Mi za podjetja ne moramo vzpostaviti javnih parkirišč. Mi tudi tam nimamo zemljišč, da bi mi vzpostavili neko parkiranje. Načeloma bi potem tudi naši krajani lahko tam in stopili seveda na vlak in uporabili to parkirišče. Mi v tisti okolici nimamo nobenih primernih zemljišč, tako da Novartis mora to sam urejati. Vem, da imajo velike težave. Zdaj vzpostavljajo še neka dodatna parkirišča, se pa oni spogledujejo predvsem s to trajnostno mobilnostjo, da bi čedalje manj, bom rekla, zaposlenih uporabljali avte, sploh te okoliški, bom rekla, ljudje, ki so zaposleni v Novartisu. Zato so tudi pobude, da bi The Bike širili na obrobje, oziroma, bom rekla, na mejo do občine Mengaš za The Bikeom, da bi njihovi zaposleni to uporabljali. Tako da to je še vse odprto. Ja. Super. Pred prejšnjimi volitvami se je ogromno govorilo, v Domžalah se nič ni dogaja. Domžale so spalno naselje, ni kam iti, ne. Kam pa iti v Domžalah? Je kar nekaj dogodkov, ki ne rabijo so kolega očesa, da jih najdemo, ne. In recimo, december, vsi vemo, december bo poln dogodkov, ampak imamo, se pravi, tako so prej rekla, kuhna na placa, imamo Hroškov festival, Pašta fešta je bila, pohod preki, slamnikarski sejem, za živi poletje, obletnice društev, konc koncov, poletni festival na Studencu. Bernik, pa kino v Kovčku, pa kino v Češminovem. Mislim, za vsakega se nekaj najde. Ja. In reči, da se v Domžalah nič ne dogaja, jaz mislim, da je to kar malo neka fama ratala, da ljudje to kar zdaj že iz navade rečemo ali pa rečejo. Jaz pravim, ne si pogledajo malo koledar dogodkov. Ja. Na vaši občinski spletni strani so dogodki gor objavljeni, na Ticevi spletni strani so, pri nas so objavljeni dogodki. In jaz mislim, da se res za vsakega nekaj najde. Tako da
tukaj se ne bova strinjala, verjetno, s tem, da se v Domžalah nič ne Točno dogaja. to, Ne? ja, res je, tako kot sem že prej omenila, toliko enih kulturnih odličnih društev, potem naših javnih zavodov, športnih društev, to se lahko vsak dan kaj dogaja, če si v to upet ali pa če to želiš vedeti. Ampak dam pa mladim prav, ne, ker sem se ravno zadnjič z zlatimi maturanti pa diamantnimi pogovarjala, sem rekla, no kaj bi pa vi malo drugače v Domžalah. Pa v bistvu ne so rekli, a veste kaj, nočnega življenja manjka. A ne, mi, ko smo bili mlajši, smo v live, pa v športna, pa hodili, bom rekla, na te plese, oni dejansko, razen v Ljubljano, nimajo kam zahoditi. Ampak to mi kot lokalna skupnost ne moramo spostaviti, ne? Mi ne moramo plesov zdaj delati, ker to je pa tudi majčkeno visoko tveganje za varnost. To so pač zasebni klubi in te so v Ljubljani, v Domžalah jih pa ni. Zanimivo imamo dan za mlade, ne? V maju, mesecu maju, v parku Martina Krpana, ja, bolj mi stari smo kot mladi. Tudi te informacije, kaj se kaj dogaja na teh družbenih omrežjih, to hitro potuje, da je v bistvu, ker že ti objaviš, je že stara, pa že 5 novih. Ne? Tako da težko je mlade ujeti, starejše se mi zdi, da kar boljš, ker berejo ali naše javno oglasilo, ali je na vaši spletni, na naši spletni strani, mlade je pa težko poloviti, pa jih kle ostati, pa kam povabiti. No? To pa zdaj ugotavljam. Ja. Se pravi, moramo vsi štartati na mlade. Tudi mi ugotavljamo, da a ne, mladi danes je, pa ne, da so mi dva zdaj stara, ne? Ampak še mlajši od naj. Ja. A veste, koliko so to čudoviti? Ne? Jaz imam veliko komuniciram že z otroci iz vrtca, no, to verjetno je najboljš. Potem iz osnovne šole, velikrat ali grem jaz tja, ali so tu obiski pri nas na občini. Potem imamo seveda izjemne učence, ki jih sprejmem, potem imamo štipendiste, potem so dijaki, tudi študenti in tako naprej. To so tako čudoviti, to so še nepopisani. Ne? In imamo tak, bom rekla, s tistimi, ki jih poznam, res soliden odnos. Pa tudi tisti, naprimer, ki jih na ulici ali pa v mestu srečam. In te je treba prebuditi. Ne? To so v bistvu naša prihodnost, ker mi bomo prej kasneje stari, mi se bomo mogli umakniti, prav je tako. In mlade treba tu obdržati. In jih v bistvu vključiti to, da bodo soustvarili našo skupnost. Domžalka, pa je čist sveža, ne, v bistvu prejšnjega tedna. Domžalka je priloga Slamnika, ne. In veseli december imamo pa na zadnji strani zelo lepo opisani. To so te dogodki, ki jih ni, ne, ki se nič ne dogaja. Ja. In jaz mislim, da se bo kar najdel decembra dosti. Začel se je že s prižigom lučk pretekli vikend, ne. Imamo potem, no, v bistvu začel se je že z dobrodelno žurko s fehterji. Potem je bilo prižiganje lučk. Vsi vemo, imamo 2 tradicionalna koncerta. Tako, Godba simfonični orkester. Tako. Pol imamo pa šotor. Ja. Kdaj bo šotor? Šotor se po 20. decembru postavi. In spode bodo vsi dogodki, se pravi od ansambla Stil, Dandi, Batista Cadillac, Zvita Feltna za Silvestra in še, mislim, da še ne par večerov bo, no, tako da bomo lepo zaključili oziroma pospremili december, tako kot vsako leto. Letos smo malo bolj prisluhnili, če boste opazili, no, Dandi pa Batista Cadillac sta bolj, bom rekla, za nas, ne, pa no, ne, da harmonika ni za nas, smo malo bolj mladim prisluhnili. A ne, ker gasilske veselice kažejo, kako velika javnost mladih pride tja in se malušta. Pa smo rekli, no to se je že na prižigu pokazali, ja, harmonika zmaga in mi je všeč. Tako da v bistvu ta bom rekla, narodno zabavna glasba se vrača v Domžale. Seveda imamo pa tudi adventni sejem, to je na Ploščadi, začnemo pa že 5. torej ta teden. Seveda tudi Miklavž bo v športni dvorani iz tega dne. No, na tem adventnem se bo pa marsikaj tudi dogajalo. Mežek pride, pa Šifrer pride, potem seveda kulinarika, štandki bodo, tako da se bomo lahko majčkeno ustavili, kaj lepega nakupili. In pa nekaj novega letos, to bo pa Božičkov nabiralnik. Tako. Se pravi, 5. in potem še naslednji teden, petek in pa sobota, bodo lahko otroci oddali pismo Božičku. Vmes, ko ne bo, se pravi med tednom bo pa ta nabiralnik tukaj na uradu, tako da vse vabim, da pridajo, da dajo pismo, mogoče jih bomo pozdravili, ko ga srečamo, kakšen piškotek bodo dobili in naj pričakuje, da bodo dobili tudi odgovor na njihovo pismo. No, tako da to je pa nekaj novega. Lahko povabimo, ne? Seveda, prosim. Mlade, lahko tudi mlade po srcu, ne sodelujo v Božičku, je treba napišem, pisati. Ja, tako. Mene so doma naučili, da Božiček je, ne, ker če pač ga ni, potem darila ne moreš dobiti. Točno to. Ja. Točno to. Ampak mi dva nimava velikih želja, tako da ne. so že malo starejša, tako da
Da bo še zmerno smejana, Da so polna nasmejana, energije, točno tako, zdrava. polna tako, energije, tako. da naj otroci bogajo, Tako, da naj tako. partnerji bogajo Ja. doma, pa tako naprej. Ne. Da naj tako le spustijo, da so danes večer tu, ne? Ja. Ja, mogoče bi pa omenila še, da imamo tradicionalno mikloževanje, a ne? Ja. To je tudi že ta Tako, teden. to je ta teden v športni v športni dvorani. dvorani. Tako odlična Prihod predstava. Božička. Prihod Božička bo tudi. In- Otroško silvestrovanje je že Tako. tradicionalno. Ja. Dogodkov Kakor že, ja. neomejeno. Ja. Seveda tudi društva in bom rekla zavodi imajo še posebej, to so izključno samo občinska, a ne za živi december. Ja, če bi, bom rekla, pogledal sam urnik posameznikov, ja, lahko smo samo še na dogodkih in prav je tako. Odpiramo drsališče tudi ta teden, tako da Druga ali tretja plast je že nanesena, po moje. Ja, Smo se že videli, ve, smo bili ja. včeraj Tako, tam, to tako. se bo kmalu drsalo. Ja, ja. Tako da ja, super, se pravi, Domžale živijo, utrip je pravi, Ja. lučke gorijo Ja. in bojo gorele še do kdaj? Ja, do po novem letu, jaz mislim, vsaj prvi teden še bodo. Super. Za Silvester seveda, da bo, ognjemeta ne bo, ker to smo rekli, da ne. No, me pa sprašuje, kako da je Silvester, oziroma bom rekla, silvestrovanje so Domžale vrnilo, to se je lani vrnilo. A veste, jaz pravim, pa če tudi za 5 družin ali pa 10 družin, ko vidite, kako je fino, pa pridemo za 1 uro ali pa za 2 uri, pa je luštano, ne? Sploh pa ti, ki so samski, pridejo in se imamo prav fajn, tako da vse vabim tudi na ta pravo silvestrovanje z Vito Feltno. Super. Jaz mislim, da sva izčrpala Ja. kar nekaj tem. Zahvalil bi se vsem uporabnikom, bralcem, tistim, ki ste nas spremljali, gledalcem, gledalkam za ta super večer. Ja, super. Renata bi pa mogoče dal priložnost, glede na to, da je že veseli december, da lahko zaželiš kaj lepega vsem najnim gledalcem v tem decembru. Jaz želim predvsem, da je mirno, da je zdravo, da je sproščeno, da smo v krogu ljudi, ki jih imamo najrajši, da pridemo na kakšen dogodek in da ta čarobnost ne izveni samo decembra, ampak da to sočutje, prijaznost nesemo tudi v naslednje leto. Super. Najlepša hvala. Enako? Lep večer še naprej. Enako. Ne prepoln december, ampak predvsem lep, pa miren, pa v dobri družbi. Hvala. In verjamem, tudi da tebi. se srečamo. v Domžalah. Verjamem. Hvala. Hvala lepa. Hvala. A si ga skozi držala? Pa bi rekla, pa malo skrajšala. Janko, zdaj imaš pa 1 uro, da Kako je bilo? zmontiraš tole, pa gor daš.